V besedi v družbi danes z Matjažem prebirava 4. odlomek iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom. Gre pa za 3. poglavje Lukovega evangelija od 1. do 20. vrstice, kjer govorimo o Janezu Krstniku in o njegovem nastopu. In zanimivo je v bistvu to, da je ta odlomek pri Luku nekako čist paralelen odlomku pri Marku, ampak Marko s tem šele začne svoje evangelije. In tudi recimo za Lukata prvi 2 poglavji bi lahko nekako rekli, da sta verjetno bolj uvod, kot pa osrednja zgodba. Tukaj se začenja to veselo oznanilo. Tako, pri vseh 4 evangelijih pravzaprav vidimo, da je nastop Janeza Krstnika nekaj res, kjer se začne dejansko evangelij. Potem 3 drugi evangeliji, spravi Janez, Matej, Luka ima predzgodbo, Marko pa točno tukaj začne, reče začetek, začetek evangelija o Jezusu Kristusu, Božjem sinu, in tako začne s tem Izajevim citatom. Kjer pa je zanimivo, da ni o Jezusu, tako je zgodba, ampak je o Janezu Krstniku. Zakaj? Dobro, kasneje bi rad, da mečkano omeniš tudi to, zakaj spet Luka tako natančno datira to zgodbo. Tukaj je najbolj natančno, to je tipično. Boljše kot recimo zgodbo o Jezusovem rojstvu in te stvari, je datirano tole. Tole je najbolj natančno, tukaj se Luka najbolj natančno potrudi, reče 15. leto cesarja Tiberija, to je datacija v tistem času. To je tako, kot danes rečemo leta 2013 našega štetja, po Kristusu je bilo to 15. leto cesarja Tiberija, to je uradna datacija. Potem so pa navedeni voditelji in rimski in judovski in potem tudi judovska verska voditelja sta omenjena, tako da je stvar maksimalno postavljena v konkreten zgodovinski in družben prostor tistega časa. Zapravo Luka tukaj gre do konca prav s tem svojim zgodovinskim pristopom, če lahko rečemo tako. In s tem nekako izpolnjuje tisto, kar je rekel na začetku, ko sem natančno poizvedel, da ne gre za neko pravljico, da gre za čisto jasno zgodovinsko pričevanje. Ampak to pričevanje recimo o Janezu začne, si že rekel, v preroku Izaiju. Tako. Začne se z izpolnitvijo obljube. To je zdaj ta velika novozavezna tema. Evangelij se začne tako, da se ugotovi, da se obljube izpolnjujejo. In prva ta obljuba je pravzaprav kar tole, da se zgodi Božja beseda Janezu, krščevalcu. Se pravi, kaj to pomeni? Vemo, da preroki so umolknili, so molčali v Izraelu in zdaj po 400 letih je prišel preroški klic, ker to je bibličen jezik. Zgodila se mi je Gospoda beseda, pomeni, Bog mi je spregovoril preroško, oziroma tudi Bog je poklical v preroško službo Janeza. Tako da tukaj imamo ta napoved in nastop Božje vrnitve v zgodovino. Se tukaj zgodi. Se pravi, tle se bo nekaj velikega dogajalo. Zato so verjetno tudi ljudje hodili daleč ga poslušati skozi Judejsko puščavo. Se pravi, tukaj vidimo, da ni on nastopal pred nekimi palačami ali pa sred Times Square pa kričal, da Božji dan se je približal, ampak je on bil nekje oddaljen in so ljudje prihajali iz različnih poklicev k njemu. In on jim ni rekel, kako ste fajn, Ja, on je prišel s tem težkim sporočilom, ampak to je ravno zaradi vsebine, ravno zaradi tega, ker se dogaja nekaj toliko dobrega in je treba poravnati steze, treba stvari popraviti, treba se pripraviti na to, da bo Bog zdaj radikalno vstopil in vdrl v zgodovino, tako kot je bilo vedno obljubljeno pri prerokih. Tako kot posod moramo tudi ta Izajijev citat, bi morali prebrati celo poglavje, pa še več pri Izajiju, da bi videli so besedilo, ampak dogaja se to, da Bog bo potolažil svoje ljudstvo. Ta 40. poglavje Izajije se začne tolažiti ljudstvo Božja, tolažba se vrača, Bog bo končno nastopil in rešil svoje ljudstvo in ga ponovno vzpostavil, zato ker ne bi bilo od začetka. In zato ravno zaradi tega, ker se ta čudovita Božja dobrota zdaj izpolnjuje, tako trka na vrata. Zato Janez tako ostro ljudi kliče, da poravnajo svoje steze, da vse, kar ni v redu v njihovih življenjih, da popravijo, da spremenijo svoje življenje in da začnejo tudi to kazati z dejanji, z življenjem.
Čisto konkretno. To je ta sad, ja, ki ga je treba obroditi, ne? Sad spremenjenega življenja. In krst je, ki pa to na novo zapečati. Ena stvar moramo vedeti, ne? Za Izraelce je to, da je on krščeval, njih verjetno bilo ponižujoče. Zakaj? Zato, ker ni zdaj čisto jasno, odkje ta krst, ampak dost verjetna razlaga je, da so Judi že takrat prozelite, se pravi spreobrnjence v judovstvo, so jih krstili oziroma je bilo neko obredno očiščenje. Tako, ne? In zdaj pa Janez pride, ne? Pa kliče ta prave, ne? Ta pobožne, kliče ne, še enkrat, v bistvu ste začeti morate z nule. Ravno zato, ker bo Bog nekaj tako velikega naredil, ste vsi poklicani, da začnete z nule in zato tudi reče, ne si misel, da ste Abraham. Točno to je. Fajn. Ne, se pravi, Janez je bil očitno zelo velika figura v tedanjem Izraelu. Ne? Ja, tega danes mi ne vidimo več, zato ker v Novi zavezi ga zmeri vidimo kot neka taka kratka epizodica pred Jezus nastop, ampak v unem času, vsaj v tistih, v prednje Jezus javno nastopu, je pa Janez očitno bil izredno spoštovana figura, saj med ljudstvom. Ne? To vidimo poznej, ne? Ko farizeji Jezusu po domače rečen težijo. Ne? Je samo meni Janeza krstnika, nekako se poveže z njim in takoj čigav je bil uni zmrzne, ker več bomo sam besedico rekli proti Janezu, bodo kamni preleteli na nas. Janez je med ljudstvom veljal za preroka, to je bilo očitno jasno ljudem. In ravno zato, ne, ker je bil on prerok, prvi prerok po toliko časa, ne, se tudi dogajalo to, da so ljudje imeli te misli, kaj pa če on Mesija pravzaprav, kaj pa če on ta obljubljen, ki bo prišel zaprav. In s tem moramo videti, da on ni bil kar ena taka, kaj bi rekel, stranska vloga, tako kot ga mi danes včasih po krivici vidimo. Ampak da je bil to mogočna figura, mogočen božji človek, svet človek, ki so ga vsi spoštovali. Ja, zanimivo, ne? Ljudje so živeli v pričakovanju, pravijo. In Janez jih je takoj, ne? Nisem jaz. Pride močnejši od mene. Daj malo to lahko ta starinski jezik tlele v SSP-ju, kjer govorimo, da bo krstil v svetem duhu, da ima velnico v roki, počistil v svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo pleve, pa sežgal. Ja, Janez govori v starozaveznem jeziku prvič. Tukaj bi lahko najdel paralele z mnogimi stvarmi v stari zavezi. Recimo te pleve, pa to imamo v prvem psalmu, naprimer. Ja, Janez, zanimiv, ne? Janez sam tukaj zdaj deluje tudi kot zadnji prerok, ki napoveduje Mesija. In reče, Mesija je pred vrati in jaz vas krščujem, on bo pa krščeval s svetim duhom. Kdo bo to sploh? Si lahko mislite, ne? In on seveda, on pravi, jaz nisem nič napravim njemu. Odvezovanje sandal je bilo suženjsko pravilo. Ampak Janez pravi, tudi še sužen mu ne moram biti. Nič sem pred njim. Ker on bo pa prišel s svetim duhom, s božjim duhom, samim. In v tem duhu vas bo krstil, prenovil, prerodil. Ker krst je že ta očiščenje, ta simbolika očiščenja je že bila pri krstu. In samo tle bo pa ta prava stvar zdaj se zgodila. Janez sam se postavil tle v stransko vlogo. To je glih njegova ponižnost, samo moramo videti, da je dejansko bil velika oseba. No in tudi tisto, kar je mečkem prej, če še gremo na tale navodila, ki jih daje. V čem je vloga tega? Vidimo v tem Mesija, vedel se, da ko bo Mesija prišel, bo nastopila pravična družba. In on že začne s tem. To je zdaj ta sad spreobrnenja. Nehajte se golfati, začnite skrbeti drug za drugega, nehajte s pohlepom, začnite paziti ena drugega, ker Mesija, beseda, ki se povezuje z Mesijem, je mir, je šalom. Blaginja, ampak to ni samo blaginja, ampak pomeni, da dejansko to je harmonična družba, kjer so ljudje spravljeni med sabo, kjer nastopijo novi odnosi. Zato je nujen del evangelija, že tle pri Janezu Krstniku in pozneje seveda pri Jezusu je kompletno novi, konkretni odnosi. Konkretna socialna pravičnost, temu rečemo. Nobenega zatiranja več, nobenega tudi izkoriščanja več, ampak skrb. Se pravi, poziv k temu spreobrnenju je čist konkreten.
Ne, in kliče res, kot si rekel, k socialni pravičnosti v družbi, ne, v konkretnih odnosih. Zanimivo mi je, da pridejo cestninari, ki so dacarji, ne, pridejo vojaki, ki so okupatorska vojska. Ja, cestninari so izdajalci tudi. Med drugim, no, dobro. Torej politiki, no. Ja. Konkretno, ne. Pridejo politiki, mislim, v Sloveniji imamo malo težave s tem, da tudi politiki in vsi skupaj rabimo spreobrnenja. Ne? Se pravi, tudi mi, ki smo noter, a ne tisti, ki imamo kao Abrahama za očeta, ki smo kao verni, glih tako rabimo spreobrnenja, ampak rabijo ga pa tudi politiki in rabijo ga tisti, ki nekako vodijo družbo. Ne? No, mislim, saj jasno bi mogli biti, kaj kristijani kot skupnost, ki je Jezus ustanovil, kakšno sporočilo bi morali imeti. Točno to sporočilo, k radikalnem koncu zatiranja, k radikalni socialni pravičnosti, skrbi drug za drugega, ne, in k družbi, ki je prenovljena. Seveda moramo pa najprej pri sebi začeti. Težava je, ker kristijani sami smo se malo odvadili misliti na način Božjega kraljestva. Tukaj vidimo, da se res že dogaja razglas Božjega kraljestva, ker to, kar Janez tukaj oznanja, je ta pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. To je to, zato on tlakuje pot, ne. In zato je tudi zanimivo, da Luka eksplicitno reče, recimo v 18. vrstici, tako in še na druge načine je dobesedno Janez evangeliziral. Ja, evangeliziral. On že evangelizira. Tukaj ta zadeva z evangelijem se tle že začela. Ne. In vse stvari so že postavljene točno tako, da lahko potem Jezus nastop, ta, ki ga Janez tudi napove zelo jasno. Se pravi, Mesija, kompletno prizorišče za Mesija je pripravljeno. Se pravi, tudi jaz, Slovenc, v tem letu 2013 ali kdaj kasneje, sem poklican k temu, da ne mislim, da je Karitas za mene opravil nalogo, ne? Ampak da dejansko res iščem načine, kako jaz lahko izpolnjujem to Božjo pravičnost in predvsem kako lahko delam avtocesto Bogu naproti, da bom pač nekako zravnal te hribe in zvišal te doline, ne? Da pustim, da to Božje delovanje v meni začne obroditi nove sadove.